Dobrodošli v Športnem kompasu. Po juniju 2009 se vrhunski boks vrača v Maribor. Jasno z Dejanom Zavcem, ki bo 24. marca 34. stopil v ring za poklicne boksarje. 35-letni Ptujčan, ki je bil svetovni prvak verzije IBF, bo tokrat boksal v verziji VBO. Na lestvici tega združenja je na 10. mestu, njegov nasprotnik Betelu Šona iz Namibije pa 3 mesta višje. Za Afričanom je 27 bojev, 25 jih je dobil, enega je izgubil in enkrat boksal neodločeno. Kar se nasprotnika tiče, se pravi, do sedaj še ni bilo, bom rekel, pravzaprav veliko časa nekako razmišljati o njem, kajti bilo je veliko ostalih oziroma drugih nasprotnikov, s katerimi se bi lahko pomeril. Koliko pa sem spremljal, gre, bom rekel, za samoumevno temnopoltega nasprotnika, kateri ima zelo visok tehničen nivo boksanja, morda nekoliko manj tistega, bom rekel, kar pričakujemo. Po mojem mnenju bo ta dvoboj za mene eden težjih, če ne najtežje, ampak iz vidika tega, ker pač boksar, ki je nekako poizkušal zelo ostati na distanci in kaznovati, bom rekel, takrat, ko nekako pravzaprav delamo največ napak, se pravi v napadu. Iz tega stališča bom rekel, da vidim tukaj en velik izziv in da se pač po drugi strani tudi zelo zavedam, da je to za mene, se pravi, trenutek čist realno odločitve oziroma dejstva, ali preskočim to oviro ali pa se pač za mene končajo neke poti, kar se tiče športa. Se pravi, pred menoj je ena sama vizija, zmaga in pa vse bo potrebno za to narediti, verjamem oziroma vem pa, da to ne bo niti najmanj tako lahko, kajti tudi do sedaj, bom rekel, tistih kvalitetnih nekih videoposnetkov še nisem pogledal, to, kar sem pa videl, pa je to v mojem mnenju bilo, kar sem povedal. Drži to, da je v bistvu tudi rangiran zelo visoko po VBO lestvici na 7. ali 6. mestu. To pomeni, gledal sem tudi dvoboj, katerega je izgubil, ki ga po mojem mnenju v Angliji ni izgubil, ampak kakorkoli še en dokaz, da je pred menoj velik izziv in nič ni samoumevnega. Lahko rečem, da je bilo res ogromno časa vloženega v samo pregovarjanje z menedžerjem, z samim datumom dogodka, z samim nasprotnikom, kajti nekako moja vizija je bila, da želim imeti nasprotnika, ki lahko Dejanu parira, ki je dovolj visoko uvrščen na lestvici, da ne želim organizirati navadnega dvoboja brez kakršnekoli titule, kajti jaz mislim, da je Dejan to prerastel in tudi časa več za to nima in bom rekel, da mene osebno to ni zanimalo, tako da so bila kar dolga pogajanja in zdaj lahko rečem, da za srečo smo dobili nasprotnika, ki je v VBO lestvici više rangiran od Dejana in to sem si želel, da dobimo takšen dvoboj in Maribor si zasluži enega takšnega dogodka. Sem pa zelo vesel, da utrjujemo to, kar večkrat povem, da Maribor je športno mesto. In ob vseh prireditvah, ki imamo v letošnjem letu v Mariboru, sem zelo vesel, da lahko stopimo v bran Dejanu in da preko vas obvestimo slovensko javnost, da Maribor je, bo in bo tudi ostal zvest Dejanu kot štajerska prestolnica in bi želel izkoristiti, da bi vse povabil na ta dvoboj, ker bo pomemben, da bomo mi tisti, ki bomo to spremljali, predvsem njemu stali ob strani, da bo lahko naš Dejan ponovno dobil ta naslov nazaj. Jaz sem prepričan, da je v njemu velik duh športnika in marsikaterega športnika tudi včasih spremlja kakšna smola, predvsem mislim na poškodbe, da bo tokrat drugače v Mariboru. Tako kot na nogometni tekmi Slovenija-Rusija, takratnemu ministru za šport dejal, Slovenija ima vse, kar imate velike, samo danes tukaj bo zmagalo slovensko srce. Jaz sem zelo vesel,
da smo se vrnili nazaj v Maribor in s tem pokazali, da nismo pozabili na Maribor in pa seveda, kar se je veliko ugibalo, kje jaz najraje boksam ali kje ne, oziroma ko sem šel na začetke, da je bil Maribor dovolj, sedaj pa več ni, daleč od tega. Če bi lahko samo se odločal, potem bi boksal večino oziroma vse v Mariboru, pa vendarle, kar se tega tiče, kot sem omenil, kot je Ulf omenil, sem zelo vesel, da bom dobil možnost tukaj med vami, se pravi spet nekako stopiti na tista stara pota, začetek, za mene začetna pota, prav tako kot je bilo nekoč in v bistvu v hecu, ko radi rečemo, lesi se vedno vrača domov. Filip Flisar se je vrnil iz Severne Amerike, ker je osvojil drugo mesto na prestižnih igrah X. Ne zamudite pogovora z najboljšim Slovencem v smučarskem krosu. V nadaljevanju oddaje še o državnem prvenstvu v badmintonu, ki so ga pripravili v Zgornji Kungoti, in atletih Sebastjanu Jagarincu in Fanelu Kenosiju. Po novem obisku Amerike sem seveda vedno navdušen, vsakič, ko se vrnem v to, lahko rečem, skoraj mojo domačo deželo, vsakič, ko se vrata od aviona odprejo, v bistvu zadiham tisti zrak in vedno zadovoljen. Kar se mene tiče, po mojem, zelo pomembno. Mislim, meni osebno je to vzdušje tisto, kar mi je najpomembneje za samo motivacijo, za vse, če se dobro počutim, ne vem, da je vse okolje, vse štima, mi je res v redu in v takem okolju dosti lažje tekmujem. Imam ponavadi tudi dosti boljše rezultate. To je ponavadi na takih velikih tekmah, kot so recimo olimpijske igre in te tekme X Games, tukaj se jaz skozi dobro znajdem. Se res fajn počutim, sploh pa še potem v Ameriki še pa je to toliko boljše mi. Ne vem zakaj sicer, ker ta sama Amerika, ne vem, da bi zdaj to kot neka dežela san se zdaj čuje, ampak ne vem, enostavno taka sproščenost pa vse mi tam zelo leži, no. Pa malo komplicirajo vsi, če sem jaz iskren, malo se bolj izgovarja na smuči, pa vse. Mislim, vsi so skozi govorili, ja, lanke so vedno počasne na ameriškem snegu, evo, niso ravno počasne, ne. Ne vem, drugačen sneg je, kar zahteva drugačno smučenje, ampak zdaj, ne vem, mislim, pravi smučarji so vedno dobri bili na vsakem snegu. Tudi ameriški dobri smučarji so dobri na evropskem snegu. In enostavno meni to se navaditi na nek drugačen sneg ni toliko strašno in zaradi tega sem dober, lahko rečem, na oboje, čeprav je pa velika razlika, no. Ja, meni osebno, ne vem, X Gamesi pomenijo zelo dosti. Kar se, ne vem, imajo v sebi neko dušo, nek prestiž, v končni fazi so samo enkrat na leto, eno tekmovanje na leto in to jim daje tisti čar, je samo za povabljene najboljše športnike in biti tukaj dober, v bistvu zmagati tukaj je za mene res neverjetno in tudi z drugim mestom ne bi rekel, da sem pretirano razočaran, čeprav še vedno je eno mesto, ki ga si najbolj želim. In ja, res mi dosti pomeni, no, da je tukaj v primerjavi z svetovnim pokalom mi pomeni to drugo mesto, lahko rečem, več kot zmaga na svetovnem pokalu v prejšnjem delu sezone v Franciji. Ravno zaradi tega, ker sem že povedal, ker je en prestiž, tako drugače gledaš na to, je res pravo tekmovanje, no.
Ja, malo so, lahko rečem, mrdali na Smučarski zvezi z mojo letalsko karto in so me potem 3 dni pred odhodom skoraj da pustili brez, kar ni bilo preveč lepo od njih. Ampak sem pač potem nažalost mogel iti tako, da sem mogel glas pozdvigniti, ampak se je na koncu vse rešilo. Karto sem dobil, zadnji trenutek, pol sem šel tja in tako sem že prej rekel, ko so se vrata, da bi ona odprla, vse skrbi so šle stran in tam pol na novo zaživel, lahko rečem spet, ne. Glede na to, da je bila potem tekma dalje v Kanadi, direktno bi bilo zelo smiselno, da bi plačali tudi karto trenerjev in serviserjev za potem za svetovni pokal dalje v Kanadi. Tako da sem mogel zdaj nažalost brez obeh operirati v Ameriki in Kanadi, tako da sem se mogel pač po balkansko znajti, tako sem se do zdaj vedno še znašel, dokler sploh nisem imel trenera pa serviserja. In ja, bi pa lahko bilo drugače, no. Po tekmi tako so me moji kolegi so me bolj spraševali, smučarski kolegi, čuj pa kako nisi šel nič ven, pa to, nisi nič proslavil, nisi šel z nami na party. Sem rekel, fantje, čujte, imel sem jaz dovolj veliki party, namreč, kar se je zgodilo. Skozi v Espnu stanujem, zaradi, ker tam so zelo draga pač nastanitve in stanujem pri eni Slovenki, pri eni Andi, ki je poročena z Rajnom in tam živita. In tam skozi imam tako super familiarno življenje, z njimi res dobri gosti, mislim gostitelji in pol ta anekdota, kar se dogaja sicer, ona tudi je izvrstna smučarka in uči Antonija Banderasa pač smučati. Seveda, no in pol je on bil tudi tam na tekmi, zaradi tega, ker to je veliko, mislim, vsi pridejo gledati pol to tekmo in je bil tako navdušen, da je rekel, čuj, zdaj pa vas vse povabim jaz na večerjo, tako da smo lepo pol šli na suši in je bilo res, smo preživeli krasno noč, verjetno dosti boljše, kot da bi šel ven s kolegi žurati v disko, ne. Z eno zmago bi se zdaj lahko pospel, recimo predejam na 4. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zdaj sem padel sicer na zadnji tekmi iz 6. mesta na 8., kar tudi zdaj roko v ognju ni tako fej slabo, ampak vseeno tisto željo, že ko imam, da sem bil višje, pa sem zdaj padel nazaj, seveda delal v tej smeri, da bi se pospel, nikoli ne veš, v končni fazi, se pravim, eno tekmo zmagaš, si lahko že toliko visoko, zdaj, če si na 2 dober, na 3 dobrih, pol si lahko že takoj tam v prvi trojici, kar pa je že zelo, zelo dobro. Zgornja Kungota je najboljše slovenske badmintoniste gostila drugo leto zapored. V 12 let starem klubu prvenstvo izkoristijo za popularizacijo badmintona v tem malem kraju. Letos smo sploh že več gledalcev, kot jih je bilo lani. Tako da mislim, da se razvija, ker pridajo novi, se vidijo ta šport in dansko potem tudi pridajo in probajo, ker kdor ne pozna badmintona, še izgovoriti ne zna beseda ali napisati. Če ga pa vidijo, ga pa dansko vzljubijo potem in poskušajo in potem vidijo, da je to super šport. Tako da mislim, da je to super način promocije. Je pa res, da je bistveno več rekreativnega badmintona na račun tekmovalnega, ne. In to je mogoče iz stališča vrhunskega športa malo razlog za skrb, kar se pa tiče generalno gledano badmintona, mislim pa, da je položaj v Sloveniji precej boljši, kot je bil mogoče pred 10 leti. Če sodimo po končnih rezultatih, je bilo letošnje prvenstvo skoraj v celoti preslikava lanskega. V kar 4 izmed 5 kategorij so se namreč zmagovalci ponovili. Med moškimi posamezno je bil spet najboljši Mariborčan Luka Petrič, ki je v finalu premagal največjega tekmeca Iztoka Utrošo.
Ja, res je, da midva z Iztokom sva korak pred ostalimi, ampak zadaj so pa v bistvu mladi, ki tudi v mednarodnem merilu zmagujejo mednarodne turnirje, tako da za prihodnost slovenskega badmintona se ni za bati. Jaz mislim, da ta mlajša generacija kljub vsemu tukaj trka na vrata, samo treba pa vedeti v badmintonu, ki je precej specifičen šport, zelo visok tehničen napredek je potrebno doseči. Najprej, potem pa tudi seveda fizično pripravljenost in tukaj mogoče starejša generacija zaradi tega še drži malo te kakovostne razlike, vendar ni več tako velika in v teh četrtfinalnih, polfinalnih dvobojih smo videli kar precej mladih, tako da v tem trenutku ni razloga za neko večjo skrb. V ženski konkurenci so nekatera mlajša dekleta že zelo dobra, a še zmeraj ne dovolj, da bi lahko preprečila ustaljen finale med Majo Tvrdi in Špelo Silvester, ki še zmeraj živi in trenira v evropski badmintonski meki na Danskem. Poteka seveda, kar rečem, imaš smolo mest poškodbeni, ampak to jih ima vsak igralec, ne. Drugače pa, ja, super, pogoji so veliko boljši kot tle, sicer Slovenci smo bili zmeraj dobri, smo si sami jih našli pogoje in gradili, ne. Na Danskem imaš pa pač ponujeno in potem je malo lažje, imaš dvorano na voljo, trenerja na voljo, ne. Je pa tudi strošek, da si lahko gor in da preživiš gor, ne. Tudi letos jo je na državnem prvenstvu premagala 3 leta starejša Maja Tvrdi. 8. posamični naslov je osvojila zelo prepričljivo igro na dvodnevnem tekmovanju. Imam tole sezono za sabo tako kar precej slabo rezultat, kar se mednarodnih tekem tiče. Še posebej sem žalostna, mislim, zaradi tega, ker je kvalifikacijsko leto za olimpijado in v tem trenutku še lovim normo, za nastop v Londonu. Sem pa v bistvu zdaj končno v tej sezoni prvič prišla res v ta pravo formo, tako da zato sem pač prej omenila, da sem v formi in zdaj, ko me čakajo še te zadnje tekme za dobiti normo in jo potrditi, v bistvu sem vesela, da sem pripravljena, no. Olimpijske igre v Londonu ne bi bile Majine prve, saj je bila zraven že pred 4 leti v Pekingu. Zdaj bo res drugačne, ker prvič v Pekingu je bilo tako vse, bom rekla, ne vem, sem bila s takim v bistvu navdušenjem tam, da nisem čisto dobro vedela, kaj se je dogajalo, ne. Zdaj pa računam na to, da sem že veliko bolj izkušena, starejša in tudi računam pol na tudi veliko boljšo igro in konkurenčnejšo igro, ne. Tako da upam tudi tam na dober rezultat, no. Zadnji del oddaje bo v znamenju kraljice športov. Na vrsti je že 6. zgodba o tujih športnikih, ki se pripravljajo na letošnje olimpijske igre. Tokrat boste spoznali sprinterja iz Bocvane, Fanuela Kenosija. Še prej pa o usodi slovenskih atletov, ki so v zimskem času odvisni od vremena. Brez primernih prostorov za vadbo jim ne preostane drugega, kot da po zimi tekmovanja izpustijo. Ob tem upajo, da bodo opravili čim več treningov, ki so jih načrtovali že jeseni. Te razmere, ki so trenutno v Mariboru in še verjetno bojo naslednja 2 tedna, so nažalost katastrofalne. S trenerjem smo morali prilagoditi plan skoraj 100%, torej teki in aktivnosti zunaj praktično odpadajo. Večina teh tekaških aktivnosti je odpadla tudi pri temperaturi, ko se je spustila pod ničlo. Tako da zdaj se zadržujemo v telovadnicah, fitnessu in to je domala vse. Če tečem na tekaču ali pa kolesarim v fitnessu. Tekači na srednje in dolge proge v teh dneh najbolj pogrešajo primirni vadbeni prostor. Izpad pretečenih kilometrov poskušajo zakrpati z vajami na parketu. Sigurno bo prišlo do določene stagnacije, čeprav menim, da teden ali 2 se ne poznata, ampak nam v Mariboru v bistvu primanjkuje 3 mesece tekaškega treninga, kar pa je 40% od celotnega plana oziroma priprave na poletno sezono. Še prejšnji teden je vse izgledalo drugače. Suho vreme in temperature so omogočali izvedbo treningov na prostem. Do začetka februarja je kazalo, da bo Jagarinec brez večjih izgub pričakal spomladanski del priprav in da je na dobri poti, da uresniči načrte za prihajajočo sezono. Ciljev je več. Moram reči, da po lanski sezoni polnih poškodb se moram nekako vrniti v tekmovalni ritem. Upam, da mi bo to čim prej uspelo. Cilj je v bistvu doseči normo za evropsko prvenstvo v Helsinkih.
Če pa se bo na treningih izteklo vse, kot se mora, kar bo v bistvu v teh pogojih je skoraj misija nemogoče, ampak obupati ne mislim, so pa tudi olimpijske igre v Londonu. Norma za evropsko prvenstvo je 46 sekund in 70 stotink. Mislim, da je to dosegljivo, brez problemov, glede na to, da je Sebastian v letu 2010 tekel ta rezultat 8-krat, tako da mislim, da uvrstitev na evropsko prvenstvo, če ne bo težav s poškodbami, ne bi smela biti vprašljiva. Na srečo tekača na 400 metrov zadnji dnevi niso bili samo v znamenju prilagajanja treningov na trenutne vremenske razmere. Olimpijsko normo so mu namreč nekoliko znižali. Člani Mednarodne atletske zveze so ugotovili, da je preostro zastavljena in da bi bilo zaradi tega v Londonu manj tekačev na 400 metrov kot v ostalih panogah. Zato sedaj Jagarinec in Herga ne razmišljata več o tem, kako doseči čas 45 sekund in 7 desetink, ampak je nova znamka 45:90. To pa je že zelo blizu Jagarinčevega osebnega rekorda. Sebastianom načrtujeva dosežek okrog 46 sekund oziroma malo pod. Sicer z dobrim tekom, z recimo podporo strani sotekmovalcev na kakem mednarodnem mitingu bi to bilo dosegljivo, vendar pa se morajo poklopiti vse stvari. V teku na 400 metrov je res pomembno, da so prvo, da je tekmovalec pripravljen, da je spočit, da ima dobro konkurenco, potem pa seveda, da je tudi vreme, da igra vreme tudi, ker igra pomembno vlogo, je pomembno, da je vreme mirno, brez vetra in pa seveda, da je temperatura primerna recimo med 20 in 25 stopinj Celzija. Teh pogojev je malokrat je tako, da je vreme takšno, tako da je potrebno ujeti primerne pogoje, pa seveda tudi pravo konkurenco. Ker tudi dolgoročne vremenske napovedi ne obetajo veliko, se bo zaostanek za načrtovano pripravljenostjo v februarju še nekoliko povečal. Te izgube se žal ne da nadomestiti, spomladi bomo probali pač spraviti pod streho čim več kilometrov, koliko se bo dalo. Žal je teh kilometrov preveč, tako da računam, da v bistvu v začetku maja do sredine maja bi lahko bil na nivoju, ko bi moral biti recimo zdaj v tem obdobju. Da zaostanek ne bo prevelik, načrtuje eden najboljših slovenskih atletov v teku na 400 metrov priprave ob Hrvaškem morju. A se tudi tam soočajo z izredno nizkimi temperaturami, ki jih začini še močan veter. Zato bo potrebno še nekaj časa pogosteje odhajati v atletsko dvorano v Slovensko Bistrico, pa morda za nekaj dni obiskati Dunaj, kjer je najbližja primerna dvorana za vadbo tekov. A kaj, ko to precej stane? Denarja pa v mariborski atletiki, v kateri si že desetletje na razne načine prizadevajo, da bi prišli do lastne dvorane, kronično primanjkuje. Na jugovzhodnem delu Bocvane, blizu Južne Afrike, leži glavno mesto države Gaborone. Od 60 let prejšnjega stoletja in osamosvojitve od Velike Britanije se je nekdaj preprosta vasica zelo razvila. Najbolj priljubljen šport je nogomet. Fanuel Kenosi je dober nogometaš, predvsem pa nadarjen atlet, ki išče mednarodno uveljavitev. Kore ke batla go ira mone, kore ke batla gore batho botlhe ba e leng gore ke ba tsahela ka gore ke family ya me ke ba dira proud. Kore ke batla gona le mo Botswana otlhe o mo Africa, kore ke batla gore ba nne proud gore mo Africa ke kore ke batla gore gone mo di-Olympic mo ke kgona go wina medal, ke winela Afrika le lefatshe la me le batho ba e leng gore ba teng. Rodil se je v mestu Pelepi na vzhodu države. Kot zelo mlad se je z družino preselil v Gaborone. Pri tedaj nadarjenem nogometnem napadalcu so kmalu opazili njegovo hitrost. Ka ne ke na le lebaka ke ra gore ne ke kgona go tshameka bolo le mo streeteng. Yaanong ne ke itse gore ko mabelong go thata. Yaanong ga la ntlha ke ko mabelong ke simolola nka ra ke batle go ya ko mabelong. La bofelo be ke tsamaya. Čeprav nastopa v teku na 100 in 200 metrov, mu je slednja disciplina ljubša. Njegov rekord je 20 sekund in 72 stotink. Izkusil je olimpijado v Pekingu in svetovno prvenstvo v Berlinu leta 2009, vendar ni izstopal. Zdaj je na vrsti London. Espero que sí, que con toda la preparación que nosotros estamos haciendo en este momento, no le sea muy difícil a Fanuel integrar el equipo hacia África, los venideros juegos. Incluso creo que también sería un
un buen paso para ya afianzarnos hacia los Juegos Olímpicos. Fanuel Mentor je legendarni etiopski tekač na dolge proge Haile Gebrselassie. Dobitnik 2 zlatih olimpijskih kolajn pomaga še 13 nadobudnim atletom. Že leta 2009 je skupino povabil v svoje mesto Addis Abebo, kjer jim je v nekaj dneh postregel s koristnimi nasveti, kako postati uspešen tekač. ነው በብዛት ማስተምራቸው ምን ማድረግ አለባቸው እንዴት ነው ትሬኒንግ የሚሰሩት እንዴት ነው ረፍት የሚያደርጉት እንዴት ነው የሚወዳደሩት የሚለውን ተለምዶዬን ነው ማካፈላቸው እንጂ እኔ ለነሱ አሰልጣኝ ትሬነር አይደለሁም ሁሉ ስፖርት ጎሉ ወይንም ደግሞ ታርጌቱ አንድ ነው ያው ምንድነው ማሸነፍ ሻምፒዮን መሆን ነው ያን ደግሞ የምናልፍበት ተመሳሳይ ስለሆነ ለዛ ነው ሞና ከክሜላው ሆሬቤቂ ከሆነው ሆትሬና ሊ ኦጊ ቡይሳና ለሞቶቻና ሊ ሃይሊ ካወሬ ሀቦል ወጣቦ እኔ ወንጻ አዊና ድሪሳ እኔ ሊዲና ጎንጻ ዲሮ Naslednji meseci bodo ključni za njegovo kariero. Pri 23 je čas, da naredi korak naprej in postane resen konkurent za najvišja mesta med svetovno sprintersko elito. Ravare, kesempeketla hola. Ata cilim ujanu, hotle bohubuaga Fanuele ko Botswana. Fanuel je vmes že skoraj opustil šport, vendar je dobil nov zagon, ko so ga leta 2007 uvrstili v poseben razvojni program za mlade atlete. Kot že rečeno, ta podpira 14 atletov z vsega sveta, da bi izkoristili svoje izjemne zmožnosti in se dokazali v športnih arenah. Finančna pomoč, ki jo ponuja program, Fanuelu ni pomagala zgolj pri potovanjih in tekmovalnih stroških, temveč je s tem denarjem lahko poskrbel tudi za svojo družino. Športni kompas z zanimivimi zgodbami iz domačega in mednarodnega okolja bo z vami ob isti uri tudi prihodnji petek. Vmes nas lahko spremljate na Facebooku in Twitterju ali se oglasite po elektronski pošti. Nasvidenje do prihodnjič.